Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Ingrid vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni! Upam, da ste pripravljeni na nova doživetja v občini Brežice. Do sedaj sem si ogledala gradove na malce drugačen način, iskala svojega princa, se peljala z Brodom in spoznala Čateške terme v malce drugačni luči. Upam, da me v nadaljevanju čaka kaj dobre kulinarike, saj sem že pošteno lačna. Najprej pa me zanima, kaj me čaka pri vodovodnem stolpu. Pozdravljena, Ingrid. Živijo! Živijo! Ali ti iščeš nekaj po Brežicah? Ja, res je, raziskujem Brežice in moram reči, da sem danes skozi cel dan že opazila, da imate sama srca naokoli. Tudi tale stolp jih ima. Ja, v srčno mesto si prišla. Res je, tudi stolp ima srca, verjetno si jih že videla, ki je v okolici Brežic, predpostavljam. Namreč imamo eno zgodbo. Zgodba pravi takole, ko se je stolp gradil, da je tukaj prišel en gospod iz visoke plemiške družine, iz Dunaja, in se zaljubil v eno Breščanko. In v spomin na to ljubezensko zgodbo so naredili tudi srca okoli našega lepega stolpa. Tudi jaz iščem princa po Brežicah, mogoče ga kje najdem. Ja. Čemu pa je služil tale stolp? Tale stolp je služil zato, ker se nahajaš v Panonski ravnini, da so ljudje potegnili z pumpami vodo navzgor in potem je ta voda enakomerno, pod enakomernim pritiskom šla v vodovodni sistem in v hiše naših Breščanov. Bi se malo sprehodili tukaj po mestu, pa mi kaj več poveste o njem? Ja, dobrodošla, pridi. Brežice, od kje je to ime? Brežice so dobile ime zelo preprosto, ker stojijo na Brežcu in iz tega je prišlo tudi ime. Namreč stojijo na pomolu nad reko Savo. Vsaj nekoč je tako bilo, kajti zdaj veš, da Sava teče nekje drugje. 1453. leta so salzburški nadškofje podelili mestne pravice mestu in takrat so Brežice dobile, kako bi rekla, pospešek in se zavihtele v zgodovino, tako da od takrat naprej tudi slavimo te mestne pravice tukaj v Brežicah. Nekoč so bile samo 2 glavni ulici. Ena je ta, po kateri medve hodimo, kasneje te peljem pa še v drugo, manjšo, ki pravimo tudi še danes Gasa. Da ti bo pa lažje, pa predlagam, glej, tamle je naš Štic, mestna hiša nekoč, in pojdi po zemljevid. Mislim, da te tam čaka Ana. Hvala! Dobar dan! Dobar dan! Snemamo oddajo Zlati ključi in priznam, da bi mi v pomoč pri raziskovanju vaše občine prišel kakšen zemljevid. Super, prišli ste v mestno hišo Brežice, kjer je dejansko turistično-informacijski center, hkrati pa tudi lokalna trgovina z vinotekom, tako da tole pač boste našli nekaj informacij, če vas zanima mogoče potem še kaj drugega. Ja, zanima pa me recimo, kako vam kaj gre ta sezona letos? Se pravi, v destinaciji Discover Čatež in Brežice smo zadovoljni z letošnjo sezono. Če primerjamo leto 2019, se pravi pred koronskimi časi in letošnje mesece, smo približno tam, tako da predvsem nas tu rešujejo turistični boni. Se je pa dejansko po letu 2019 spremenilo razmerje domačih in tujih gostov. Pred koronskimi časi je bilo tu več kot 65% tujih turistov, sedaj pa prednjačijo domači, se pravi tujih gostov je le še 22%, tako da se pa razlikuje slovenski gost
primerjavi s tujimi, saj si želi aktivnega dopusta, tako da se temu v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino prilagajamo in nudimo različne brezplačne pakete, kot so brezplačna karta za ogled Posavskega muzeja Brežice, potem vsak četrtek brezplačen voden ogled starega mestnega jedra, pa tudi brezplačni sobotni pohodi na Sveti Vid, to je rekreacijska točka nedaleč od mesta. Najlepša hvala za zemljevid, grem kar naprej na ogled mesta. Uživajte! Adijo! Adijo! Evo, dobila zemljevid. Krasno je, greva. Naprej v Gaso. Tukaj imate pa en kup zanimivih zgradb, pa ne? Tako je, res je. Namreč tukaj so stanovali nekoč v preteklosti predvsem obrtniki, razni, ki so oskrbovali mesto, ne? Pa si našla sodare, pa ključavničare, pekarno in tako naprej. Med ostalimi stvarmi tukaj, kar je značilno za Brežice, pa je bila tudi prva bolnišnica. Wow. Prva bolnišnica, ki je imela samo 7-8 postelj na začetku, ampak hitro je ta bolnišnica prerasla, tako da imamo na drugem koncu mesta zdaj pravo, veliko bolnišnico. Torej ja, naša majhna, ampak ljubka Gasa je bila ulica, ki je oskrbovala naše lepe Brežice. Tukaj so živeli vsi, najboljši obrtniki, najboljši trgovci in to je pravzaprav karakter našega mesta tukaj. Joj, vidim spet eno izmed vaših src. Ja. In tole klopca ljubezni, verjetno. Upam, da mi prinese princa na belem konju, ki ga do zdaj tukaj v Brežicah še nisem našla. Bi pa razvozlala naslednji namig. Evo. Viteška dvorana. Kje pa bi bila ta Viteška dvorana? Ingrid, tukaj, za tvojim hrbtom. Vidim, v Brežiškem gradu. Aha. Ja, upam, da me tam mogoče čaka moj princ. Tudi jaz srčno upam. Pridi še kdaj. Hvala. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, dobrodošli. Iščem Viteško dvorano. Na pravem mestu ste in predlagam, da greva kar noter, v naš čudovit grad. Koliko star pa je ta grad? Ja, to je renesančna utrdba, ki se je začela graditi v sredini 16. stoletja. Namreč 1515 je bil tak velik kmečki upor v naših krajih in prejšnja trdnjava je bila popolnoma porušena. Začeli so graditi nov grad, pomembno pa je seveda, da je leta 1694 grad kupil grof Atems in od takrat potem pa se ta grad razvija tako, kot ga poznamo danes. In danes imate tukaj kar nekaj prireditev, a ne? Ja. Ja, naša Viteška dvorana, naši prostori so res izjemna prizorišča in nekako primerno seveda za ta prizorišča, za ta spomenik državnega pomena prirejamo tudi različne dogodke, tako tiste, kjer recimo je muzej glavni, seveda pa damo tudi možnost številnim drugim organizatorjem in smo tega zelo veseli, da je raznoliko, da je pestro, da je sploh poleti ves čas pri nas tudi dogajanje. Me pa zanima tudi tiste freske, ki so jih prej opazili tamle, kaj predstavljajo? Imamo 3 poslikane prostore, najstarejša je Viteška dvorana, potem je dvoramno stopnišče in kapela. In če začnemo na stopnišču, ker ponovadi tako vstopimo tudi v grad, gre za upodobitev 5 čutov. Se pravi, taka lepa alegorija vseh teh čutov, ki nas osmišljajo in to nas potem pripelje v našo kapelo Svetega križa, kjer seveda to obilje zamenja pač religiozna tematika. Imamo 4 evangeliste, potem tudi te zelo zanimive angelčke za orodje Kristusovega mučeništva, to je recimo ta prostor bolj za kontemplacijo. In ko se sprehodite čez muzej, vstopite v Viteško dvorano. Viteška dvorana pa je obilje podob, obilje zgodb. Vsakič, ko sediš v njej, najdeš nekaj novega, ampak ta glavni program pa seveda je posvečen 4 elementom. Koliko enih krožnikov. Ja, so v razstavi po Posavju žlico in čašo, namreč imamo najstarejšo žlico najdeno v našem območju, čaša pa itak za naš zelo pomembna, ker smo vinogradniki, ker je to eno tako lepo območje. In seveda imamo tudi odlične kuharske mojstre, v naših krajih je bil rojen Ivan Ivačič in seveda tudi ta dediščina je nek vzgib, da imamo tudi danes kar nekaj odličnih kuharskih mojstrov v Brežicah.
Glejte, tukaj pa že moja škatlica. Odlično, to pa nekaj novega. Ja, nov del zbirke. Nov del, ja. Je debel le v imenu. To pa vem, kaj je mišljeno in kam greste naprej. Lepo se imejte. Veste Mislim, tudi da vi? gre za ušterijo debeluhke, v teh koncih sem že bila in ima zelo dobro zajes, tako da po vseh teh krožnikih se bo prav prelegal še kaj probat, ne? Tako je, lepo pozdravite Jureta Tomiča, ki tudi sodeluje z nami in smo veseli, da ga imamo. Lep dan še naprej. Hvala. Zdravo, živijo, dobrodošla. Hvala, moram reči, da že po poti sem se spraševala, po kom je gostilna Debeluh dobila ime. Je to najboljše, da stopiš z mano noter in da vidiš, komu v bistvu je zgodba malo daljša, ne bi zdaj toliko o tem, v bistvu je po eni sliki, ampak stop z mano noter pa vidiš, zakaj smo Debeluhi veseli ljudje. Super. Dobrodošla. Torej, kdo je bil zdaj ta Debeluh? V bistvu Debeluh je bil en moj prijatelj, ko mi je stilsko urejal, nam je pred skoraj 20 leti tole gostilno. Smo se o tem pogovarjali, kako bi dali ime in je v bistvu rekel, imam eno sliko, v kateri je Debeluh, požaruh, zakaj pa ne bi bil Debeluh. In od začetka mi je bilo malo smešno, zdaj sem pa prav vesel, da je tako. No. Pa gre to za družinsko zgodbo? Ja, to gre v bistvu skoraj čisto za družinsko zgodbo, sicer zdaj nas je že vse skupaj 10 zaposlenih, ampak je pa družinska zgodba, ja. Kakšno ponudbo pa imate, kaj posebnega? Zdaj, koliko je posebno? Jaz upam, da je dosti posebno, oziroma je posebno, ker nas gosti zelo radi obiskujejo, tako da v bistvu kuhamo svoje avtorske jedi, največ svoje degustacijske menije. Poskušamo uporabiti čim več lokalnih sestavin, koliko je pač možno dobiti in v bistvu želimo gostom prikazati svoje videnje na hrano, na neke tradicionalne jedi tudi iz tega okolja, jih malo predelamo, naredimo drugače, jih zlahkotimo, da se hitro ne debelimo in v bistvu to je naša filozofija. Sem prepričana, da se vam je vse tole obrestovalo. Na vratih sem že opazila nagrado Michelin Plate. Ste jo lani prejeli, ne? Ja, lejte, smo prijeli Michelin Plate in en kup drugih nagrad že, ampak nas to nekako ni zabremzalo oziroma nam ni stopilo v glavo, ker pač moje mišljenje je, da pač nagrade so posledica nečesa, ne smejo biti pa zdaj primarna želja mora biti zadovoljstvo gostov, obiskovalcev in to je nam največja nagrada, polna gostilna in ljudje, ko se vračamo, imamo stalne goste že 15-20 let, iste družine, oddaleč pridejo in tudi poslovne že tako, da je to za nas največja nagrada. No. Prepričana pa sem, da za to poskrbi tudi tale lep ambient. Kako to, da ste se odločili za takle ambient? V bistvu, ko smo odpirali gostilno, nismo mogoče imeli tudi finančno velike izbire in smo pač izhajali iz tistega, kar smo lahko naredili, potem smo pa pač nadgrajevali spet v nekem svojem videnju. Jaz sem namreč ogromno potoval po svetu in še potujem in sem pač iz vsake stvari eno malo kamenček v mozaiku prinesel in je pač nastalo to, kar je zdaj. Kako ste se pa navdušili za kuhanje? Kdo vas je navdušil? Prvo, če hočeš dobro kuhati, moraš rad jesti. Ne, v bistvu, moj oče je kuhar in gostinc, tako da sem od malih nog, že tudi babice in to so top kuhale. Potem seveda oče in od malih nog sem imel možnost obiskovati dobre restauracije širom okolj, tako da smo nekako to vključili že v malih nogah v moj lifestyle. V bistvu to je zdaj moj lifestyle, niti ni poklic, tako da to je to. Kaj pa vina? Ste navdušeni tudi nad vini? Sem videla prej, da imate kar pestro ponudbo. Ja, vino je dobro, ne? Vino je taka božanska pijača, jaz rečem, ki nas osrečuje in ja, vina, prvo v bistvu pred kuhanjem sem se ukvarjal z vinom, bil sem namreč tudi najboljši sommelier Slovenije, tako da imamo 480 etiket vin na vinski karti, to je moja ljubezen, v bistvu smo tudi na vinorodnem področju in glejte, brez vina ni hrane, ni restauracije, vino je nekako naša stvar, naša tradicija in brez vina ni nič. Ej, Ingrid, a imaš še minuto časa? Ja, seveda. Prid z mano, dej.
Evo Ingrid, moraš nekaj probati. Odlično. Boš rada vino? Ja, zelo. Evo le, točen kozarček vina. To je pa že tako neke posebne barve. Ja. Me pa prav zanima. Katero vino pa je to? Ne povem ti. To boš spoznala. Peče malo po naših krajih in boš sigurno spoznala. To je naš poseben vinar, na katerega sem zelo ponosen, da ga imamo tukaj in pejdi ga obiskat, ne bo ti žal, to je eno od njegovih najboljših vin. Odlično. Uživaj. Dober dan. Dober dan. Živjo, v gostilni Debeluh sem probala eno izmed vaših vin. Bilo je izvrstno, ampak niso mi hoteli povedati, katero vino je bilo. Tako da me zanima, če bi mi mogoče ti lahko več povedal o vaših vinih. Ja, zdravo, da začetek, da začnemo. Zgodovina naše kleti sega v leto 1776. Takrat je bila narejena naša vinska klet, mi rečemo hram na Bizelskem. To je lesena klet iz hrastovih brun, kjer se je hranilo vino takrat. In takrat se je vse skupaj začelo na naši kmetiji in pač se je prenašalo iz generacije v generacijo. Dokler ni začel moj oče Marjan, tudi stekleničiti vina, konec 90-ih let in pol je šlo, se pravi, bolj tudi se skupaj v kvaliteto, v zorenje vin in vse, kar spada s tem zraven. Jure pa mi je v Debeluhu omenil tudi, da imate nek poseben način pridelave vina. Je to res? No, bom rekel, taka pridelava je bila predvsem izradita že pred davnimi časi, ali pa to je tudi kmetijstvo, ki je nekoč bilo. To gre za biodinamično pridelavo, ki sloni na ritmih narave, lune in pač ogromno stvari, ki so povezane s tem. Tako da mi poskušamo pač narediti vino iz grozdja in ne dodajati nekih stvari, snovi, ki pač ne spadajo zraven v ta kontekst. Tako da evo, to nam je cilj poudariti to naše podnebje, ta naša tla, cel teroar v kozarcu našega vina. In to skušamo ljudem tudi ponuditi. Imate pa tudi svojo blagovno znamko prav, vin? Ja, naša blagovna znamka je Keltis, se pravi, vino se prodaja pod to blagovno znamko že cirka 20 let. Blagovna znamka se je lepo prijela in je prepoznavna zdaj na trgu, tako da... Koliko vina pa pridelate, recimo tako na letni ravni, ali koliko imate trd? Mi smo tako družinska klet, bi rekel, imamo 5 hektarov vinogradov, pač na naši kmetiji je tudi še nekaj pašnikov, ker v to biodinamiko spadajo tudi živali, tako da to je en skupek, en krogotok vsega skupaj. Glavno pa na koncu predelamo tam cirka 30 do 35 tisoč steklenic letno, pa odvisno od letnika seveda. No, zdaj ti pa predlagam, da to tudi na koncu probamo, pa te prosim, da si izbereš en sod, ki te impresionira in da probamo, kaj je to. Evo, predlagam, da glede na to, da je tukaj moj drugi zlati ključ, da probava kar tegale. No, zdaj te bom pa prosil, da ga odpreš. No. Ja, bravo. Nisem pričakovala, da bo tako poln. Ja, do vrha. Evo, izvoliš. Probala bomo pa en Sili Pinot. Evo, gre za tako oranžno vino, zato tudi takšna barva. Diši izvrstno. Da probamo. Dober je. Moram priznati, da nikoli še nisem takole probala vina, kar iz soda. Ja, zmer je najboljši soda. Tako da kar neka čist nova izkušnja. Zdaj me pa tudi zanima, kaj je moj ključ prav.
Danes je bil pa tvoj dan. Gradovi in gastronomija. Vem, da oboje obožuješ. Potep po občini Brežice je pravo gastronomsko doživetje. Po njenih gričevjih se vijeta dve vinski cesti. Ob vinskih cestah stojijo prijazne domačije, gostilne in vinotoči, ki razen z vinom goste postrežejo tudi z ostalimi domačimi dobrotami. Zmiz bo zadišalo po pečenem piščancu z mlinci, svinjski pečenki, suhomesnatih izdelkih, makovi ali ajdovi potici, sirovemu kolaču in še marsikateri dobroti. Tvoje gledalce tokrat sprašujem, katera je najdaljša reka v Sloveniji, tebi pa dajem nalogo, da poiščeš kraj, kjer je repa v zemlji, a ne raste. Bodi lepo. Repa v zemlji, a ne raste. No, ta odgovor boš pa sigurno našla na Brezovici, na Mizelskem. Še pred tem pa bom do konca spila tole super vino. Ja, in na zdravo z mano, ne? Evo, čim. Na zdravo, čim. V Brežicah pa se res najde kaj za vsakogar. Dokazali so mi, da imajo poleg lepih gradov in čudovitih umetnin tudi izvrstno gastronomsko ponudbo. Odlična hrana v Ošteriji Debeluh in vino v vinoteki Keltis navdušijo tudi tiste najbolj zahtevne gurmane. Ne pozabite odgovoriti na vprašanje, ki vam ga je postavil Zlati ključ in odgovor prepisati včerajšnjemu. Se vidimo jutri in nasvidenje.